Okay. Evo, pozdravljeni v novem podcastu. Sem Eva Erpič, zakonska in družinska terapevtka, avtorica knjige Kako te imeti rad, predsednica Društva Človeška toplina in kreatorka telih podcastov Minutke o intimi. In danes bomo govorili o strahu pred bližino. In meni je ta tema zelo pomembna, zato ker se mi zdi, da je to nekaj, s čimer se srečujemo pravzaprav vsak dan v vseh odnosih, vedno znova in znova, in da bi pravzaprav o tem strahu pred bližino mogli govoriti že v osnovnih šolah, da bi se že od majhnega naprej mogli učiti sploh to, kaj je bližina, kako se povezati v neko bližino in posledično seveda tudi to, kaj je strah, ali je to čisto nasprotje bližine zdaj, ali je strah samo en element tega, kako se približujemo, kako se oddaljujemo, kako gradimo te naše odnose, ki so nam pomembni. Ne bom pa danes itak, da ne samo jaz govorila o tem, pravzaprav sem povabila v svojo družbo enega moškega terapevta, in sicer bo z mano govoril Robert Mlakar, zakonski in družinski terapevt, stažist, deluje samostojno v okviru društva SNOP kot terapevt za posameznike, pare in tudi za družine, ki se znajdejo v kakršnikoli že stiski. Zaposlen pa je tudi pri društvu ASPI, kjer izvaja terapijo za družine, kjer so prisotne odrasle osebe z motnjo avtističnega spektra. Zelo zanimive izkušnje, a ne? Pozdravljen, Robert. Ja, pozdravljeni. Ja, jaz sem zelo vesela, Robert, da si se odzval in da bova danes, upam, da na en tak sproščen način spregovorila o tem, kaj je intima, kaj so odnosi, kaj je zdaj ta strah pred bližino, ker vem, da so tebi te teme blizu, da tudi tebe zanima ta način, kako se ljudje povezujemo, kako se navezujemo, in bi kar začela s prvim vprašanjem, in sicer, kaj je zate intima? Intima, ja. Intima je tisto najbližje, kar se pravzaprav lahko odprem pa prepustim drugemu človeku in mu pustim, da me spozna. Zdaj nekako, jaz sem kar, bom rekel, ambiciozen, hočem recimo na večjih področjih intime, neko zbližanje oziroma neko razumevanje, ne. Poznamo recimo 4-5 področij, včasih naštevajo tudi avtorji intime, in sicer intelektualno. Mi je zelo pomembno, da se s partnerko, z ženo, ne, strinjamo, da si lahko smo izziv v intelektualnih debatah, ali pa da se ne strinjamo, ali pa da, ne vem, je enakovredna partnerka v skreblu ali pa kaj podobnega, ne. Pol je fizično področje, seveda nežnosti, dotiki, božanje, masaže, ne vem, spolnost, absolutno, ne, kot bi rekel na koncu koncev, tista poslednja nadgradnja vsega ostalega, ne. Potem čustveno, duhovno področje, mi je zelo pomembno, da se lahko z ženo odkrito pogovarjamo o tem, kaj čutimo, da se da vsa čustva izraziti, in da so vsa čustva na nek način tudi sprejemljiva, ne? Da smo lahko drug z drugim tudi najbolj odkrita, da je konec koncev žena tista, ki me najbolj pozna od vseh ljudi na svetu, ne pa da vejo recimo prijatelji več o meni kot pa ona, ne. Tukaj bi tudi poudaril duhovno področje, meni je zelo pomembno, da smo oba dva verna, da se lahko tudi na tej poti zelo usmerjamo drug drugega in nekako skupaj rasteva. Tako da potem pa recimo še tako zadnje to izkustveno področje, kjer bi rekel, da pač mi je tudi tu pomembno, da lahko stvari počnemo skupaj in da se jih lahko veselimo. Recimo, ne vem, pred kratkim smo izumili meditativne sprehode po naravi, kar je fantastično, ker ne rabi biti več tek, pa hitra hoja, pa ne vem kaj vse, ampak poslušaš ptiče, pa ne vem, pa poslušaš, kak trava raste, na primer, ne. To je ena taka super izziv. Ja, da ste še v bistvu v partnerstvu kreativna. Tako, kakšno... Kreativnost se kar rojeva potem, ko ste skupaj in v tej bližini noter, sta lahko ustvarjalna in celo izumljata neke nove ideje, prehode, meditacije. Super. Je tudi, hvala, no, Robert, ker mislim, da si prvi moški v telih mojih podcastih, prvi moški gost, in v bistvu prvi si podal kot moški en ta odgovor na to, kaj je intima, kako moški doživlja intimo, no, in se mi zdi osvežujoče slišati to, da je tudi za vas moške ena vrednota,
si biti blizu, prepoznati to, da je lahko žena tudi najboljša prijateljica, da se da v partnerstvu tudi biti odkrit, biti povezan, si biti blizu, da je to pravzaprav neka vrednota, h kateri tudi moški stremite. Wow, zdaj si pa prav terno zadela, se mi zdi, mislim, pač na terapijah je to tisto, kar nekako stereotipno, ne, moški naj ne bi smeli, ampak ko odpreš to Pandorino skrinjico, ne, vidiš, koliko v resnici moških repeni po tem. Koliko je skrit mogoče z enimi težavami, ki jih je pri delu, o tem, kar bomo še tudi kasneje govorila, ki se je začel zaradi, ne vem, odnosov v otroštvu izogibati intimi, ne, in zaradi mogoče nekih družbenih predsodkov, ampak recimo že pri prevarah, če tako pomislimo, ne, saj sem presenečen, moški ne prevara svoje žene, zato ker je našel nujno, no vsaj veliko moških, ne, zato ker bi bila, ne vem, mlajša pa lepša, ampak prav zaradi tega, ker me je razumela, na primer, ne. Ja, super. Skozi to bolečino recimo nekako lahko zavestimo krik po tem, koliko tudi moški rab imeti žensko za to, da je lahko, ne vem, tam neka knjiga, ki jo nekdo prebere in tisto, kar noter v njej najde, da je sprejemljivo, da mu je všeč, da je lahko okej. Ja, kar iščemo, a ne, to bližino, ki bi nekaj pomenila, v kateri bi čutili, da smo mi okej, da smo lahko sprejeti taki, ki smo. Robert, kaj bi pa rekel, na kakšen način potem tale strah pred bližino vpliva na to intimo? Ja, strah pred bližino je seveda glavni ubijalec intime, ne, v bistvu, pa je tudi čisto logičen, ne, nikoli ni to, če je nekoga strah bližine, je to zelo za spoštovati, ker je to z nekim namenom prišel, ne, bomo mogoče malo kasneje še o tem spregovorila. Zdaj, jaz tukaj pri strahu bi malo takole ločil, ne, recimo pri čustveni bližini se najbrž res bojimo neke ranljivosti, neke odprtosti, mogoče tega, da bi bili zavrnjeni, ponižani ali pa zapuščeni, ne. To so neke take stvari, ki lahko zelo bolijo že zaradi slabih izkušenj iz preteklosti. Pa bi rekel, da na tem področju ne samo strah, dostikrat se strah izkaže kot neki za povrh, ampak je tisti toksični sram glavno jedro problema, ne. Toksičen sram nam v bistvu govori, da jaz kot oseba mogoče nisem v redu, ne, da če bo nekdo mene spoznal v dno srca, v dno duše, pa ne bo mogel več tega ljubiti, pa prenašati, pa zdržati z menoj, ne. In tukaj pride strah in tukaj pride tisti umik, ne, da ne bi mogoče šli pregloboko, preveč zaupanja, sploh če so v zadnjih slabe izkušnje, ne. Pol je druge vrste strah, bi pa rekel, ki tudi zelo igra dinamiko v partnerskih odnosih, je pa ta fizična, strah pred fizično bližino, ne. Mnogo ljudi ima slabe izkušnje s fizično bližino, ne, zaradi tega, ker lahko ali ob starših ni bilo prijetno v fizični bližini biti, ali so pa tukaj zlorabe, ne. In takrat je pa telo tisto, ki ne more zaupati, ne, in telo ima en svoj čist poseben jezik, ne, ki se ga, ne vem, nekako mogoče se še celo bolj vidi, če se čustvene bližine bojiš. Telo pa lahko recimo utrpne, pa nobenih signalov ne da več od sebe, ne, ali pa samo na določenih mestih utrpne, ne. Pol so lahko tudi druge reakcije, ne vem, lahko ljudje odidejo ven iz telesa, ko se mu približaš, zaradi tega, ker telo se spomni vsega, ne. Telo ima večen spomin, pravzaprav nekateri pravijo, še pred rojstvom se telo spomni, kaj se je z njim dogajalo, ne. In nek dotik ni dotik tistega trenutka, ampak je dotik večnosti, ne, in vseh teh slabih preteklih izkušenj tudi, in dobrih, ne. In tam, ko je dotik prijeten, pomeni, da do danes smo imeli lepe izkušnje z dotikom, ne, če pa ne, se pa telo vedno zdrzne, ne. In tukaj je seveda blazno težko in vsi so pogumni, ki prek tega skušajo iti, ki se probajo prebiti skozi to bariero, ne, intime, bi rekel, ker je telo tolikrat doživelo težke izkušnje, ne, pa še vedno poskušajo. To je nekaj najbolj tako res intimnega in spoštovanja vrednega, da se človek trudi, da bi tudi te strahove nekako, bi rekel, sprejel, ne, ker dostikrat govorimo, da se moramo z njimi boriti, ne, ampak včasih je sprejemanje oziroma večkrat je sprejemanje, pogajanje s tem strahom tisto, kar prinese rešitev, ne pa borba proti njemu, ne. Ja, super si tole povedal. Se mi pa zdi, da mogoče so to tiste osebe, ki se že vsaj delno zavedajo tega, da imajo nek strah pred bližino,
Nekateri ljudje pa samo enostavno, ne vem, tako dojemajo odnose, za njih je to odnos, da ne vem, sta skupaj, da je samo vse neka rutina, se mi zdi. Kako ljudje naj se sploh zavedajo tega, da se mogoče, ali pa kako bi tisti ljudje, ki se še ne zavedajo, lahko ratali malo pozorni na to, da mogoče imajo tudi oni kakšen strah pred bližino. Ja, tako se mi zdi, dosti pripomočkov lahko uporabimo za to, da se bi rekel, mogoče telo, a tudi se mogoče malo celo zaveda tega strahu pred bližino, ne? Sam ne bi ga pa čist kar skozi gledali, ne? In bolj izumimo razne načine, ne, da ni treba tega čutiti, ker si predstavljaš, ne, strah pred bližino je nekaj, kar je strašno neprijetno čutiti. Strah te utrpne, naredi ali mrtvega ali pa podivjanega, ne. Eno ali drugo, ne. In eno in drugo ni fajn, ne. In pol se ljudje rajš držimo na distanci in pri tem nam lahko pomagajo tudi, ne vem, recimo zasvojenosti, kakšen perfekcionizem, deloholizem, mogoče menjavanje partnerjev, da ni treba biti predolgo v čustveni bližini z nekom, občutki ujetosti, na primer, praznine, izgovori, migrene, druga psihosomatika, ne. To so vse lahko, kot praviš, ne, eni znaki, da mogoče je pa lahko strah pred bližino spodaj, ne. Se pravi, da na en način hrepenijo ali pa celo se jim zdi, da živijo neko bližino, istočasno pa v tej bližini iščejo neke zaviralce oziroma neke, kaj bi rekla, neke zaščitne mehanizme, da ni treba povsem biti preveč blizu. Da je ta bližina tako, a ne, hkrati si blizu, pa hkrati nisi. In velikokrat, oprosti, no, ampak tako se mi zdi, da velikokrat mene to spomne kot na osebo, ki stoji tako z eno nogo v hiši, a ne bi stopila cela v hišo, ne bi šla raziskovati, kako ta hiša sploh v resnici izgleda, ampak kot da ves čas stojijo nekje tam na pragu vrata, ne, da če bo slučajno nekaj to groznega v tej hiši, da so še zmeraj lahko na poti ven, da še zmeraj lahko zbežijo. Katera dobra primerjava, res, ne. Toliko slabih izkušenj, ne, da ne bi več stopil noter, ne. In pol ostaneš med vrati in veliko zakonov, ne, je tako, da preživijo celo življenje in ostanejo med vrati. Ja, prav to, ja. In se zdi prav krivično, a ne, da ne greš ne naprej, ne ven, ampak da tam v bistvu vmes na prepihu čakaš, kam te bo zanesel, kam te bojo postavili. In zakaj misliš, da sploh pride do tega, no, da nas rata kar strah bližine, če hkrati pa vsi hrepenimo po tem? Ja, tako bi rekel, 3 področja, pa enega bom mogoče malo bolj opisal, no. Seveda, eno so slabe izkušnje, ne, smo rekli, lahko, ne vem, si že imel izkušnje z kakimi narcističnimi borderline partnerji, odvisniki, nasiljem in podobnim, ne. Potem sigurno vsak človek, ki je imel slabo izkušnjo v pretekli zvezi, v preteklih zakonih, nekaj časa v novem partnerstvu rabi, da se telo navadi, da zdaj bo pa vse v redu, ne, ker telo rabi dosti varnosti, da se pa lahko spet sprosti. Potem drugo so, tako sem že rekel, spolna zloraba ali pa fizične zlorabe. To skoraj ne morem verjeti, koliko mi včasih razlagajo, da so jih starši pretepali pa s čim vse. A ne, tukaj je telo v krču, ne, in tukaj pri teh zlorabah je pa še problem ta, da je tako ali tako poškodovana fizično, zaradi tega, ker so fizično meje kršene, čustvene meje kršene, ker sigurno nisi pristal na spolno zlorabo, da ne omenjam, koliko poškodbe je še celo to na duhovnem področju, a ne, ker je pol težko zaupati v neko, bom rekel, vesolje, ki nas ima rado in nam dobro hoče, ne. Pol tisti glavni dejavnik, zakaj nas je pa strah bližine, se pa praktično začne že z rojstvom, ne. In tukaj pa ne gre za kakršnokoli obsojanje staršev ali pa karkoli, ampak recimo, če si predstavljamo eno zgodbo, se rodiš, ti kot otrok, prej si bil na toplem, varnem, zdaj naenkrat je svet prevelik, v bistvu se ustrašiš, kaj se ti dogaja, ne vem, vsi ti občutki na koži, ne vem, vse, kar je okrog, ničesar ne znaš razločiti, ne. A zdaj imaš tam eno mamo, ki bo te stvari zdaj v naslednjih letih umirjala tako, da te bo vzela v roke in boš ti v njenem živčnem sistemu začutil, da je ona mirna, da je ona, ne vem, na pol v zenu ali kakorkoli, ne glede na to, da se ti dereš, ali te je strah, ali si jezen, ali kakorkoli, ne. Ali je to mama, ki bi te najrajši spustila, a ne, ali pa dala očetu, ali pa 4-5 cigaretov šla skaditi, pa spet probamo, ne. In če tisti, ki te drži v rokah živčen, ne,
si ti živčen zraven. Zelo podobno, ne, če recimo zdaj midva smo skupaj in jaz ne vem, takole noge zibam, ne vem, kadim, sem cel nervozen, ne boš dolgo imela z menoj intervjuja. Ne, si mislila, Jezus, šele koliko, 15 minut intervjuja mama. Ne. Otrok morate to pomnožiti vsaj z 100, ne. Tukaj intenzivno čuti živčni sistem tistega, ki ga pač drži v naročju, tistega, ki ga vzgaja. Ne. In starši so imeli ogromno slabih izkušenj v preteklosti, ogromno travm so lahko preživeli. Lahko njihovi starši niso imeli kaj dosti naprej zadati v tem smislu bližine, ne, čustvene ali fizične. In mi komuniciramo, ne, takole je sam farsa, da si mi z besedami stvari povemo. Ne. Tisto, kar se skomunicira, je notranje stanje. Midva se, ni važno skoraj, kar govorimo zdajle, ne, če imamo neko naklonjenost med sabo, se ima dobro počutila, si lahko prvošim, ne vem, veliko več predrznosti, ne, kot pa če smo že v štartu tesnobna pa napeta. In to vse, evo, v otroštvu se na nek način vse to projicira pol na to področje bližine. Ne. A je bilo prijetno biti z mamo, ali je mama znala meni potrebe zadovoljiti, ko sem bil lačen, žejen, prestrašen, je bila vedno za mene tam, pol pomeni, bližina pride in reši problem, ne. Ja, dobro, kaj pa če sem jaz neke potrebe, pa je mama zelo, bi rekel, nekonsistentno na to odreagirala, zelo tesnobno, ne. Ne vem, ali pa recimo te primere dostikrat poslušam, je rekel, ker sem se kot dojenček jokal, ne, pa so me kar pustili po 2 ure jokati, ker so imeli očitno v nekih čudnih časih idejo, da to fajn pljuča razvija in da bo dober pevec, ne. Kje razmota, ne, otrok kolapsira, on če nima bližine, on ve, da ne more iti v hladilnik po hrano si, ne, on si ne more nič sam vzeti, se v začetku še hoditi ne zna, ne. Njemu pomeni ni mame, ni zanesljive mame ali pa vsaj nekega skrbnika, kdor je pač ob njem, za mene to pomeni smrt. Jaz sem obsojen na smrt, če ne pride nazaj, ne. Pol pa pride, je pa spet vprašanje, kaj s tem naredi, ne, s to bližino, ne. In jaz mislim, da so glavne korenine strahu tukaj noter, ne. Da prav ta naš živčni sistem se lahko zdaj razvije v, ne vem, nekako so tudi te navezanosti proučevali in se lahko razvije, ne vem, v 3 smeri. Ena varianta je varna, ne, kjer si bližine želiš, po njej hrpeniš, ti je fino biti z ljudmi, ti je fino biti s partnerjem, se rad objemaš. Druga varianta je taka, bom rekel, bolj ambivalentna, anksiozna navezanost, ne, kjer včasih ja, včasih ne, ne. Ne vem, še najbolj se mi zdi ena knjiga, mislim, da je bila napisana na to temo z naslovom Sovražim te, ne zapusti me, dinamika, ne. V bistvu, ko ne moreš biti blizu, pa ne moreš biti stran, ne. Zaradi tega, ker se ti menjava in tudi telo ti odigrava to zgodbo, enkrat ti je bližina super in fajn in je vse, kar rabiš, drugič pa, ne, bi se izstrelil v vesolje, sem, da je ne bi bilo, ne. No, tretja varianta, recimo tale druga, ko sem govoril, je nekako stereotipno bolj pri ženskah, čeprav nimam rad tega, no, zaradi tega, ker se potem sam, ker nisem čist tak, bi rekel, klasičen moški, dostikrat butast počutim, kadar me dajo v nek tak predal, ne. No, ampak ja, stereotipno je za moške pa bolj značilno to, ne, bolj ta izogibajoča varianta, no, ki načeloma nastane, ko pa mama ali pa ata, ne vem, nekako nista prišla, no, to razvijanje pljuč, ki sem ga prej omenil, ne. In pol nek tak kompromis narediš vse, kar je logično, seveda, kako naj pa preživiš, ne. Ja, lej, za mene itak noben ne bo poskrbel, torej moram poskrbeti sam zase. In tak otrok tudi nekako ne registrira, je starš zraven, ni starša zraven, on se dosti podobno vede, ne. Je pa v njegovem telesu bistvena razlika, ne, se zelo pozna, da so merili srčne utripe, to, koliko so celice zagitirane, ne, ko gre pa pride skrbnik, njemu telo vse ne odreagira, sam fasada je drugačna, ne. In tukaj imamo pa zdaj pol tistega moškega, ne, ko recimo stereotipno spet, gre v jamo, se ne pogovarja, pokaže, kot da je krut, ne, kot da se ne sme čutiti, noter v njem pa v resnici vse v redu. In dostikrat ti moški lahko tudi zelo jokajo na terapijah, ko jih enkrat na prav način naslovimo, ne. Ko dobijo enkrat en občutek, da je nekdo res tam, a ne. Tako, ne, da ja. Roberta, toliko si lepo tole povedal, res se mi zdi, da si kar pobožal vmes majčkeno s temi tvojimi, a ne, spet ne z besedami, no, ampak s tem tvojim načinom in s to tvojo globino, res koliko lahko razumeš ta strah pred bližino. Se mi zdi pa, da mogoče še en vidik, ki sem ga jaz opazila, no, pri svojih terapijah, da
da zelo velikokrat imajo strah pred bližino tudi tiste osebe, ki je ta bližina bila nekako, kako se reče, zadošljiva, da so imeli enega starša, ki je bil pa skozi tam, ki je bil pa, danes pravimo temu, neka helikopterska mama, ampak da je nekdo tam, ob kateremu pol kar sploh ne zmoriš nekaj res sebe razvijati, ampak toliko čutiš neke pa dobro namerne bližine, nekdo res en starš je tam lahko vključen, pa si želi res poskrbeti zate, ampak kot da zmanjka pol tam enega prostora za to, da res ti lahko dihaš, da res lahko ti sebe razvijaš in pol rečeš, ok, ta bližina je res tako neprijetna, jaz moram kar malo stran od vseh ljudi, zato da lahko sploh zadiham, da sploh lahko spoznam, kdo sem v resnici jaz. Ja. Tako, ena taka izkušnja, mogoče lahko še kaj ti dodaš iz tega, če si opazil. Super, si me zdaj spomnila na to, ko smo se učili, kako sta v človeku dve potrebi. Ena je bližina, ena je pa oddaljenost, svoboda. Ja. In tole točno si zdaj tako fajn obesedla. Otroku recimo je težko in starševstvo je najtežji izpit na svetu, na katerega ni noben od nas pripravljen. Ampak otrok ima potrebo po bližini, ima pa potrebo tudi po tem, da je samostojen in da se tega ne duši. In isto, ko lahko nastanejo poškodbe zaradi bližine, lahko nastanejo poškodbe zaradi tega, ker se te oddaljenosti ne dovoli, iz te samostojnosti, da bi on se lahko malo sam preizkusil. Da otroka tudi pustiš malo z negotovostjo, ker v odraslem življenju pač preživijo tisti, ki znajo z negotovostjo tudi shendlati. In Robert, kaj pot ven iz tega? Kako zdaj zgraditi, recimo, da sem se jaz prepoznala v tem noter, da zdaj vem, da je mene strah bližine in kaj zdaj sploh naredim? Kaj je na svet? Ja, zdaj, če imamo srečo, tako bom rekel, kar se je v odnosih pokvarilo, se lahko v odnosih popravi. Ker tako naši možgani delujejo. Tako sem prej rekel, če se midva zelo prijazno pogovarjamo, imamo v bistvu dober odnos, moji možgani registrirajo, Eva Erpič, prijazna oseba, lepo ozadje, ne vem, bil sem živčen pred intervjujem, zdaj nisem več, super izkušnja. Moji možgani rečejo 100-krat že ko mi čakam, da bom imela naslednji intervju. Lahko bi bila pa ta izkušnja čisto drugačna. Se pravi, v tem odnosu lahko zdaj midva popravljamo strah pred javnim nastopanjem, lahko ga pa slabšamo. Isto je pa v odnosih. In zdaj, če imate srečo, da ste našli enega partnerja, ki je razumevajoč, topel, na katerega se da priklopiti, se da to v partnerstvih popraviti. Ogromno ljudi spremeni življenje, ko otroka dobi, ker takrat pridejo ven te stvari in ob otroku začnejo ene stvari podoživljati in jih popravljati. Je pa res, da največkrat, če pa je tukaj ogromna količina strahu in če se ne da čez njega, je pa terapija sigurno najboljša rešitev. Ker pa če pa za kaj, smo pa terapevti točno za to področje nekako najbolj trenirani, da pač lahko nekdo pride na terapijo in mu daš tisto varnost in prostor, da se lahko razkrije, da ve, da bojo stvari tam ostale, da mu ni treba nobenemu drugemu tega razlagati, da je za njega, da lahko počakamo, da pride njegov čas, da se ga ne priganja in da se lahko razvije en tak odnos s terapevtom, ki potem te možgane celi. Ogromno raziskav je bilo narejenih, kaj od vseh terapevtskih tehnik in metod in vsega najboljše vpliva na rezultat na koncu in je bilo dokazano, da odnos s terapevtom, da sploh ne modaliteta terapije. No in tu je ena super priložnost, se mi zdi, jaz ne vem, včasih ne bi šel na terapijo, pa če bi me nekdo z viličarjem hotel tja peljati. Danes imam čisto drugačen pogled na to. Meni je terapija čisto spremenila doživljanje in življenje. In sploh še pa ta del, ker ne moreš, bom rekel, svojih zapletov pozdraviti, brez tega, da ne bi dobil malo vpogleda v svojo podzavest. Mi imamo v podzavesti en avtopilot, ki se ga ne zavedamo, pa se ga bolj zavedajo vsi drugi okrog nas, ko mi. Terapeut pa še sploh zna to prepoznati. In če ti ne dobiš malo, bom rekel, tega feedbacka, kjer Windows imaš ti naložen in kje so v tem Windowsu zdaj že neke napake, ne moreš popraviti, ker se boriš z mlinom na veter. In v bistvu se pozdraviš tako, da pozdraviš korenine. Korenine so pa lahko seveda iz otroštva ven in vse slabe izkušnje, ki so se na to naložile. Ja, se mi zdi, da tle sta tudi dva vidika. Eni ljudje so tisti, ki
res hrepenijo po odnosu in pol na en način probajo vse narediti proti to tesnobno, ki si prej rekel, anksiozno, da ostanejo v odnosu, bi tudi sebe podredili, bi spet tako, da ostanejo v odnosu. Pa so pa tisti, ki se pa res izogibajo in probajo, se mi zdi tudi ta strah pred bližino, nekako sami rešiti, ali pa s knjigami, ali pa ne vem še, kje vse meditacije, tehnike, pa nič narobe s temi, ne knjigami, ne meditacijami, ne kjerimi-koli tehnikami, ampak tako noro, da še tam ostanejo sami. In se mi zdi to tako, jaz sem ti hvaležna, da si omenil, koliko je res odnos bistven, da se res v odnosih popravlja ene stvari, da ne moramo biti sami, sploh pa ne v tem, toliko eni odnosni stvari. Kako si biti blizu? In to, a ni noro, no? Zdaj se ponavljam, ampak se mi zdi res tako ekstremno ta želja, da bi še to, da bi si lahko bil z nekom blizu, probaš sam popraviti. A ni to tako res nora bolečina od zadaj, no? Ja, ker smo prav rojeni iz odnosa, zato je odnos tako pomemben. In tudi ne, kakšen je bil. Eni so se me starši radi in seveda mora priti tudi do spolnega odnosa, se pravi čustveno, fizično je bilo, prednji smo sploh nastali, ta bližina pomembna. Pol je odnos v trebuhu, ali se te mama veselila, te veselo pričakovala, bila takrat mirna, bila takrat živčna. Pravzaprav ne mine en del, niti sekundo našega življenja, pravzaprav ne mine, da nismo v nekem odnosu, če ne z drugim, pa samim sabo. Smo zelo odnosna bitja. In na koncu koncev še krščanski Bog je odnosen. Tako da tudi še v duhovnosti, bomo rekli, vedno iščemo odnos. Tudi duhovniki, ki se odločajo za celibat, pač imajo pa ta odnos za tisti prvi odnos, v katerem iščejo neko tudi lastno izpovednost in ljubezen in prijetnost, bližini. Ja, super, Robert, se mi zdi, da so res bile tole danes ene take bogate stvari, ki si jih povedal. Bi te za konec prosila samo še za kakšno tvojo zaključno misel, mogoče kakšno tvojo izkušnjo, kaj bi dal za eno spodbudo vsem tem ljudem, ki mogoče so se prepoznali, pa si želijo kakšen drugačen korak. Mogoče, ja, ker smo govorili toliko o strahu danes, in s temi strahovi je ponovadi kot Kierkegaard, filozof, je en tak dost močen stavek izrekel, ki je zelo psihoterapevtski, da stvari, ki se najbolj bojimo, da se bojo zgodile, so se že zgodile. Ampak smo na njih pozabili. Torej, če recimo se zelo bojimo, ne vem, zbližati z nekim človekom, imamo reči kar platonska zaljubljanja in podobno. Najbrž je razlog v preteklosti. Ta strah ni tu brez veze. Je zato, da spregovori o tem, da imam slabe izkušnje in da je tiste izkušnje treba popraviti in potem je možno tudi dosti boljša prihodnost. Tako da mogoče je bolj preteklost tista, česar se bojimo, kot pa tega, kar je zdaj pred nami. Ja, hvala, res kar božaš s svojimi besedami in upam, da si je kdo zapomnil kakšno to tvojo popotnico, če ne drugega, upam, da bojo se kaj pozanimali, kje je ta terapevt, ki zna takole lepo pobožati. Jaz bom pa danes za konec še tlele imam eno vrečko z imeni, prejšnjič sem obljubila nagrade za tiste, ki bojo komentirali. Evo, tako da sem še pred tabo izžrebala en listek. Bom pa danes podarila samo eno blazino, tako da za vse ostale, danes evo Mojca Gale, ne vem, če se tukaj vidi, vse približno. Mojca Gale dobi eno blazino, evo en polštrček, takole. Kdor pa bi si še želel tak polštrček, še enega imam na zalogi in to za 20 let Društva Človeška toplina sem prejšnjič obljubila, da podarim. In pa eno svojo knjigo podarim, ker jo je društvo pravzaprav založilo. Tako da za vse, ki si še želite kakšno nagrado, dajte komentirati. Te polštrčki so res tako simpatični, moram še te drugega pokazati. Evo. Če je ljubezen prava, bo vedno našla pot, da se uresniči. In se mi zdi, da je to tudi ena taka lepa popotnica, ne, Robert?
Tako da vsi ostali vabljeni še k ogledu, vabljeni k komentiranju, vabljeni k temu, da se vpišete na YouTube kanal, da spremljate tele podcaste. Jaz upam, no, da se bo Robert še kdaj odločil priti v mojo družbo, da bova še kakšno temo skupaj lahko predebatirala tukaj v teh podcastih. Če pa ne, pa vseeno, Robert, hvala ti, bil si super družba. Povedal si res, mislim, mene si pobožal, tako da verjamem, da si tudi ostale ljudi naslovil. In uživaj, imej se lepo in do naslednjič. Ja, hvala in z največjim veseljem tudi naslednjič. Super. Bodi lepo, adijo. Adijo.